Pozdravljeni! Pred vami je prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Belgije v sezoni 2020. Skupaj si bomo najprej pogledali tiste tehnične zanimivosti, ki smo jih lahko videli na prostih treningih, in na to, kaj lahko pričakujemo od samih kvalifikacij. V petek, 28. avgusta, je Valtteri Bottas dopolnil 31 let. Želim mu seveda vse najboljše, še posebej pa težko desnico na stopalki za plin in seveda mnogo uspehov. Naslednja novica je pa odjeknila nekje med prvim in drugim prostim treningom. Namreč prišlo je uradno sporočilo, da druga dirka v Bahreinu, imenovana Velika nagrada Shakirja, se bo odvila po noči in po tisti drugi varianti, tiste, katere še nismo videli v svetovnem prvenstvu Formule 1. Gre za tisto daljšo, obrobno varianto proge, katera zgleda na prvi pogled izjemno enostavna, ampak mislim, da bo zanimiva. Edina zadeva, katere nisem razumel, zakaj nekateri jo kličejo oval. No, na ovale sem navajen iz ameriških serij, ki razgledajo precej drugače. A pustimo sedaj to. Namreč za veliko nagrado Belgije imamo kar nekaj tehničnih tem, katere velja malce bolj poglobljeno predstaviti. Najprej se bomo ustavili pri elementih pogonskega sklopa. Namreč, ko smo videli uradni koledar, ki ima več kot 14 dirk, točneje zaenkrat 17, je odpadla tista omejitev v športnem pravilniku Formule 1. Ukolikor bi bilo dirk 14 ali manj, bi ekipe oziroma vozniki imeli na razpolago manj elementov pogonskega sklopa. Sedaj tega ni več. In ker vemo, da je 17 dirk, da je to 7. dirka, približno tretjina, je lahko pričakujemo, kar smo tudi videli, da so mnoge ekipe šle v tiste preventivne menjave elementov pogonskega sklopa. No, nekateri so se tega lotili že prej, kot naprimer Honda v obeh svojih ekipah. No, pri drugih ekipah smo videli te množične menjave sedaj. Seveda gre brez kazni. Videli smo tudi, da pri določenih voznikih teh menjav niso izvedli, kajti naprimer George Russell je določene elemente imel vgrajene že prej in sedaj bi bilo rahlo riskantno. A nič kaj takega, kot sem povedal, nobenih kazni. Videli ste dokumente, kogar zanima, lahko pogleda za svoje najljubše voznike situacijo pač na njih. Pojdimo naprej. Prav pri menjavah teh elementov pogonskega sklopa smo videli težave tako pri ekipi Haas kot pri Alfa Romeo Racing. Pri Alfa Romeo Racing je šlo za puščanje hladilne tekočine, kar na prvi pogled ne zgleda nič kaj takega. A Antonio Giovinazzi je izpustil prvi prosti trening. Pri ekipi Haas je bila zadeva malce bolj komplicirana. Ne samo, da so izpustili celoten prvi prosti trening, tudi večino drugega so izpustili. Praktično v zadnjih 30 minutah so lahko spustili oba voznika na progo. Menjali so motor z notranjim izgorevanjem, turbino in MGUH, seveda brez kazni. A vseeno, zakaj je do tega prišlo, ostaja skrivnost. A videli bomo v nadaljevanju, kaj bodo prinesle te težave pri ekipi Haas. Tisto, kar je bolj zanimivo in nam, navdušencem, bolj vidno, so aerodinamične spremembe na bolidih. In če pogledamo to skico, kjer vidimo, kak je bil kot zadnjega aerodinamičnega profila na McLarenu MCL35 v Španiji in tu v Belgiji, lahko ugotovimo, da tu v Belgiji je kot tega profila nižji. In seveda tako je tudi nekako pričakovano, ne samo pri McLarenu, ampak tudi pri drugih ekipah, kot naprimer že omenjeni Haas, tovarniška ekipa Renault in naprimer Ferrari. A pri Ferrariju se moramo za trenutek ustaviti, ne toliko zaradi kakih novosti, ki bi jih lahko videli na bolidu, temveč zaradi novic okrog prihoda le-teh. Dobil sem informacije, sicer nepotrjene, da prve resne spremembe bi lahko videli med dirko v Mugellu in tisto v Sočiju, kar je sorazmerno pozno.
In tudi okrog tistega menjalnika, katerega naj bi preizkušali na snemalnem dnevu v Silverstonu, no, mogoče bomo kaj videli v sezoni 2021. Tisti, ki so prisotni na progi, so tudi poročali o tem, da v boksih skuderije Ferrari so videli prisotne obe variante prednjega profila tistega aerodinamičnega stabilizatorja, to se pravi tisto prvotno in tisto, ki smo jo videli na veliki nagradi Štajerske. Še zmeraj naj bi kolebali med obema. A pustimo sedaj to o Ferrariju malce več v drugem delu tega prispevka. Tudi pri Racing Pointu smo videli, da sledijo temu trendu znižanja kota aerodinamičnega profila. No, nič kaj takega boste rekli, kar je zanimivo pri njih, je tisto, kar smo videli na prednjem profilu in ne toliko zaradi kota oziroma spremembe kakšne oblike, temveč zaradi ojačitev. Če pogledate na tej fotografiji, boste videli, kako močna je ojačitev med temi pomožnimi profili. In to po moji interpretaciji zaradi tega, da so ti pomožni profili praktično tudi, ko so obremenjeni s tistimi velikimi silami, na pravi medsebojni razdalji. A pojdimo sedaj za trenutek k tovarniški ekipi Mercedes. Vsak bi lahko sklepal, da bodo tudi oni sledili temu trendu, ki smo ga videli pri ostalih ekipah in nekako bi bilo logično. A na prvi pogled me je nekaj zmotilo. Mogoče je bil samo napačen kot fotografije, a meni se je zdel ta kot precej velik. Zato sem vzel posnetke z drugega zornega kota in jih primerjal s tistim, kar smo videli naprimer pri McLarenu, kjer sem bil prepričan, da je kot nižji od tistega, ki smo videli naprimer v Španiji. In res, kot na zadnjem aerodinamičnem profilu tovarniške ekipe Mercedes, bolid 2.11, je višji od tistega, ki ga vidimo naprimer pri McLarenu. In to nam pove, da so si zastavili čisto drugačen aerodinamični koncept bolida za to dirko. In kar je še bolj presenetljivo, nismo videli tiste rešitve, katero sem vam že pokazal na veliki nagradi 70. obletnice Formule 1 v Silverstonu. Ne vem, mogoče ni delovala, mogoče jo bomo videli v Monzi, vseeno. Vidimo, da tu pri Mercedesu so si izbrali nekako nasproten trend od tistega, kar vidimo pri vseh ostalih. In tudi o tem bomo diskutirali v drugem delu, tistem, ki se bo malce ukvarjal z razmerjem moči na progi. Kar je bilo zanimivo pri Mercedesu 2.11 so tiste spremembe, ki smo jih videli na zgornjem delu šasije, tam okrog izstopa S-dakta, tisti usmerniki so bistveno bolj poudarjeni, širši od tistih, ki smo jih videli na začetku te sezone. In zanimiv je tudi tisti zadnji rob ravnega dna, kjer vidimo 3 generatorje vrtincev. Seveda lahko sklepamo, zakaj so dali te generatorje vrtincev prav pred zadnjo kolo. Mogoče z vrtincem hočejo znižati zadnji upor, kar bi nekako sovpadalo s tem, da so ga povečali z višjim kotom profila. A videli bomo v nadaljevanju, kako se je to obneslo. Preden se spustimo na tisto pravo dogajanje na progi prvega in drugega prostega treninga, še trenutek za vremensko napoved. Najprej so napovedali padavine tako v petek, soboto kot v nedeljo, a slišal sem varianto, da se je situacija praktično pomaknila v prihodnost za 24 ur. In res, ne na prvem, ne na drugem prostem treningu ni bilo nobenih padavin. A to mogoče pomeni, da namesto na kvalifikacijah bomo videli dež na sami dirki, kar zna biti zanimivo. In ponavljam, tisto, kar sem povedal v uvodnem prispevku, so napovedi, katere zberem in seveda dam neko povprečno mnenje o vseh. A kot ponavadi, napovedi se lahko pokažejo kot lažne. Treba je pa poudariti, da kar se tiče temperature zraka, so dokaj zadeli. Videli smo, da so se temperature gibale med 17 in 18 stopinjami Celzija. A pojdimo raje na dogajanje. Kot sem že povedal, na prvem prostem treningu nismo videli obeh bolidov ekipe Haas in niti ne Antonija Giovinazija. Seveda, videli smo dokaj slabo predstavo pri skuderiji Ferrari, a nič kaj takega, kar bi lahko nakazovalo na tisto situacijo na drugem prostem treningu.
Namreč po uri čakanja so v zadnjih 30 minutah komaj uspeli spraviti v pogon oba bolida ekipe Haas in oba voznika, tako Grosjean kot Magnussen, sta odšla na progo z mehkimi pnevmatikami ter skušala narediti tisti kvalifikacijski čas. Če primerjamo ta čas, ki sta ga naredila voznika ekipe Haas in primerjamo s tistim, kar smo videli pri skuderiji Ferrari, vidimo, da časi so nekako primerljivi, ne bom rekel enaki, kaj ti niso. A kaže nam na to, da pri SF1000 je situacija več kot resna. In čeprav mnogi komentatorji še zmeraj vztrajajo, kako je bistvo problema tega bolida, tiste spremembe na pogonskem sklopu, mislim, da je imel Mauro Forghieri prav, težava je na šasiji. Kajti, če primerjamo čas, ki ga je dosegel Charles Leclerc s tistim, ki sta ga dosegla Giovinazzi in Raikkonen, vidimo razliko. Ob istem pogonskem sklopu. Torej, težava je v aerodinamičnem pogledu, kar zna biti izjemno težavno, še posebej, ker ne vidimo nobenih tistih razvojnih delov, kateri bi lahko pomagali vsaj omiliti to situacijo. Vkolikor bosta oba voznika Ferrarija pokazala tako formo na kvalifikacijah, nisem prepričan, če jima bo uspelo priti celo v drugi del kvalifikacij, ne govorimo o tretjem. A pustimo se presenetiti, nič ne še določenega, nič ni še zaključenega. A od Belgije naprej imamo še dve hitri progi, to se pravi veliko nagrado Italije v Monzi in nato Mugello, 1000 dirko Ferrarija. Pričakoval sem malce boljšo formo, a pustimo se presenetiti, kot dostikrat povem. Seveda, na drugem prostem treningu smo videli fantastičen čas Maxa Verstappena. Posegel je po prvem mestu, takoj za njim Daniel Ricciardo. A pri tovarniški ekipi Renault, kot ponavadi, moramo biti pazljivi, kajti po eni strani je bil Ricciardo izjemno hiter, po drugi strani v tistem svojem poskusu Longrana je imel tehnične težave, probleme z hidravliko ter parkiral svoj bolid ob progi. V trenutku, ko pokažejo nek izjemen znak forme pri tovarniški ekipi Renault, takoj zatem vidimo nek znak, ki nas zopet spravi v slabo voljo. Zato komentarja o tej ekipi se bom vzdržal. Zakaj pa kar naenkrat pri tovarniški ekipi Mercedes malce slabša forma? Po eni strani bi lahko v navednicah krivili pnevmatike. Seveda tiste C4 niso tiste najbolj priljubljene za bolid Mercedes 2.11. Krog je dolg tukaj v Belgiji, najdaljši v svetovnem prvenstvu Formule 1, zato pnevmatike trpijo. A po drugi strani sem nekaj opazil. Namreč v tistem prvem delu sem že omenil, da je kot zadnjega aerodinamičnega profila pri Mercedesu 2.11 višji kot pri ostalih. Sledil sem tudi tistim končnim hitrostim in v primerjavi s tistimi najboljšimi sta imela oba Mercedesa tam približno 5-6 km/h nižjo končno hitrost, kar nekako sovpada s tistim višjim kotom, kar bi posledično pomenilo večji zračni upor. In seveda lahko tu tudi izvira, zakaj. Lewis Hamilton je bil počasnejši od Maxa Verstappena, Valtteri Bottas pa sploh ni imel posrečenega poizkusa. A kar je zanimivo, je to, da smo videli tudi ostale akterje, da so bili izjemno blizu, pa tu govorim o voznikih ekipe Racing Point, McLaren. Seveda o Renaultu sem se vzdržal, a ni treba niti pozabiti na oba voznika Alfa Tauri. Alexander Albon je opravil svoje delo, a še zmeraj ni na nivoju naprimer Maxa Verstappena, ki sem ga opisal, kateri ima dober, hiter in uravnotežen bolid. Ne vem sicer, kako se bo izkazalo na kvalifikacijah, a menim, da v dirki se zna zgoditi marsikaj. Seveda, treba bo počakati, kajti mislim, da v noči med petkom in soboto se zna marsikaj spremeniti tudi v boksih Mercedesa. Lahko bomo videli na kvalifikacijah bolid z nižjim kotom zadnjega stabilizatorja, kar bi pomenilo višjo končno hitrost in seveda drugačno razmerje moči. Ne vem,
A vseeno bo zanimivo. Mislim, da po času Formula 1 zopet stopa v tiste svoje stare tire, kjer je dosti neprevidljivih faktorjev. A vseeno, kot ponavadi, na kanalu Facebooka Badger's Way ste vabljeni jutri 15 minut pred 3. uro popoldne na moje spremljanje kvalifikacij, kjer boste lahko v živo postavljali vaša vprašanja, komentarje in mnenja. Po dirki seveda sledi tisti zadnji briefing tu na YouTubu, kjer bomo dali skupaj tisto, kar smo videli na kvalifikacijah z ritmom prostih treningov in skušali napovedati, kaj nas čaka na sami dirki. Seveda, kot ponavadi, tudi kakšna zadnja novica ne bo ušla. V nedeljo seveda 15 minut pred 3. uro na istem kanalu se dobimo za komentar dirke in na koncu na YouTubu še moje mnenje, kaj vse se mi je zdelo vredno omembe na dirki za veliko nagrado Belgije. Toliko za enkrat, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.